Smo pa zdaj pridobili še eno drugo tako zelo fletno ekipco. Vremenski kamen. Naravni most potoka Kozbanšček nad naravnim mostom. V najstarejšo slovensko zapuščeno vas. Kakšen strm, šporhet, kakšen stolp. Tako lepo napola naša probojnica. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes se pa z družbo nahajamo na železniški postaji na mostu na Soči. Šli smo z avtovlakom z Bohinja, no in zdaj gremo pa z avto naprej po Soški dolini do vasi Plave, potem pa v Goriška Brda. Najprej se bomo povzpeli na vrh Korado, to je v bistvu najvišji vrh Goriških Brd. Potem gremo pa pogledati dva zame super zanimiva kraja. To sta pa soteska potoka Kozbanšček, ki se imenuje Krčnik, in pa edina slovenska zapuščena vas, kjer že več pa 35 let noben ne živi, to je pa vas Slapnik. No, evo, družba, Gašper, Maja in pa Klemen. Živijo. Gremo najprej na Korado. Nisem pa Petra oblajala. Na poti na Korado nas že na približno 600 metrih nadmorske višine pričakajo taki čudoviti razgledi. Evo, po naših Goriških Brdih, italijanska Forlanska nižina in pa v zadju Dolomiti. Korada je seveda tak zelo prostran vrh, je pa lep razglednik. Evo, na vrh je taka trigonometrična točka. Zdaj se nahajamo na vrhu Korade, ljudi kar precej. Evo, samo da vam malo pokažem panoramo. Prav, Trnovski gozd, potem imamo spodnje Bohinjske gore, Krnsko pogorje je že malo v megli. Potem ti špičast je Rombon, pred njim je Matajur, za Matajurem zasnežen je Kanin, greben Kobariškega Stola in pa čist zadnji so pa italijanski Mušci. Zdaj pa naprej proti koritom Krčnika. No, poleg naše standardne ekipe smo pa zdaj pridobili še eno drugo tako zelo fletno ekipco. Evo, to je Tina, moja dobra prijateljica, in pa njen otroc. Kako vam je ime? Meta. Mac. Mohor. No, super. No in zdaj gremo pa skupaj do korit Krčnika. Gremo. No, zdaj smo pa kar po enem brezpotju smo se spustili do poti. Evo, zdaj pa že prihajamo na tole pot. Ta nas bo pa pripeljala do Krčnika. Evo, to je ta prava mladina. Super. No, gremo. Hodi mamica. Zdaj se pa nahajamo pri vasi Brdice pri Kožbani in smo prvič uzrli tole zapuščeno vas Slapnik.
Evo, že vdelec se vidi, da je to res zapuščen, ker prerašča že gozd. Zdaj pa prihajamo v dolino potoka Kožbanšček. Evo, zdaj pa prihajamo do ene zanimive stvari. Pa je ni noter. Dan. A se mi ne sliši. Taka zanimiva stvar v dolini potoka Kožbanšček. Zdaj tam je naprej, gremo pa do korita, Krčnika. Še ena druga zanimivost, to je pa vremenski kamen. Evo in poglejte. Če je kamen suh, pomeni, da ni dežja. Če je kamen moker, dežuje. Aha, če je sence na tleh, pa je sonce sije. Če je kamen na vrhu bel, sneži. Če se pa kamen ne vidi, je megla. Če se ziba, je veter. Če kamen skače gor in dol, je potres. Lahko pa je tukaj. Kamna ni, nekdo ga je ukradel. Ja, tudi. Na vhodu v sotesko Krčnik. Današnja ekipa se je še nekaj razširila. Ko pa je vama ime? Agata pa Štekta. Aha. Ja, prihajamo v sotesko Krčnika. To je soteska vdolbljena v apnenc, približno 40 metrov je dolga. Evo, zdaj ponovno so dali tudi takele stopnice, tega včasih še ni bilo. No, tamle spodaj je pa naravni most. Evo, naravni most potoka Kožbanšček. Kaz, da je ogromen vlage, tele pravi protraste kar z drevesa. Prav zanimiv. To je zanimiva korita. Evo, zdaj smo pa tik nad naravnim mostom. Evo, tu tak zelo lep slapič in pa kakšna ogromna draklja. Zanimivo. To je pa res zelo globoka voda. Tudi poletje je kakšen skok v vodo. Super. Zdaj sem pa čist v koritu potoka Kožbanšček in takole izgleda. Super. Res lepo. To je pogled gor vodno in pa dol vodno po koritih. Še nazaj. Evo, skok čez korita Krčnika uspel. Tukaj v brdih že res kar vse cveti. Evo, mali zvonček, žafran, tudi ta že bliža pomlad, čeprav smo šele začetek februarja. Fajn se imejte, Enako. pa se vidimo še kdaj, a ne? Ja, vem, mora biti. Adijo! Adijo. Ta nekdanji policijski avto je v naselju Brdice pri Kožbani, sprav nad to levo hišo, se pa že vidi vas Slapnik, to je pa ta zapuščena vas, do katere gremo zdaj. Proti vasi Slapnik. Kakšen lep tolmun. To je pa že zgornji del potoka Kožbanšček, tam je gor nad nami, je pa že ta zapuščena vas. Zdaj pa prihajamo v najstarejšo slovensko zapuščeno vas, Slapnik. Nahaja se na približno 400 metrov nadmorske višine in tukaj je že vsaj 35 let
ne živi nihče. Res zanimivo za pogledati. Vhod v zapuščeno slovensko vas. Gledajte, koliko bršljana je že preraslo tole hišo. Pojmo pogledati. Zdaj se res vidi, koliko časa je to že zapuščen. Evo, tukaj je figovo drevo, že tako je preraslo. Res zanimivo. Ja, tukaj se že vse podira. Res zanimiva, majhna vasica Slapnik. Zapuščena že 35 let ali več. Pogledajte še eno zapuščeno hišo. Ja, tako izgleda. Nekdanji balkon. Kritina še stoji gor. Ne veš, a se ti bo drlo, a bo držal. No, pojmo še v eno hišo pogledati. Evo, kakšen strm. Šporhet. Pa je to Maja. Po moje zagret vodo. Zanimivo. Prvič vidim kaj takega. Ja, seveda, ja. Ja. Zanimivo. Eni so imeli noc. Res. No, to tudi ne vidiš vsak dan, ne? Za konec super nedeljskega dneva v Goriških Brdih smo se pa ustavili še pri razglednem stolpu v vasi Gonjače. To je pa res neverjeten razglednik po celotnih Goriških Brdih in pa seveda tudi po Italiji in delu Slovenije. Top, evo, pogledajte, kakšen stolp s polžastim stopnicam. Ja, prišli smo pa tudi skoraj na sončni zahod, tako da bo super. Proti vrhu razglednega stolpa Gonjače. Noro. Gledajte to, sončni zahod. Nova Gorica, tem naprej imamo Sabotin, Sveta Gora, zadaj so Trnovski gozd in Golaki. Evo, daljavi se vidi tudi Nanos, tem pa seveda tele čudovite vasice v Goriških Brdih. Tem v zadju in zasneženih hribi so seveda Južne Bohinjske gore, Krn, ta zadnji, in pa italijanski Dolomiti. Evo, proti soncu pa Furlanska nižina. Evo, kako lepo plapolá naša probojnica. Na razgledni točki nad Novo Gorico zaključujem super video z primorskih koncev. Imeli smo se super. Kaj video pravita? Odlično, a ne? Lep izgled. Res lep. Tak, zanimiv. Vrhunsko. Vrhunsko. Super. Tako da, naročite se na YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau! Čau.